Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Što je fajn teden, malo si doma, malo priješ nazaj, pol pa spet vikend, pa še festival Lent se začne danes. Vrhunsko, nekaj druga misle reči. Ti že imaš danes, si opazila, Ana, danes ima Jeger že celo jutro, malo lentovsko jutro, ne? Če sem že včeraj bil, Ja, sej. je bilo fajn. In danes Ja, več grem malo. spet in tako dalje. Dan zjutraj pa kalna ukica, ne? Malo, ja. Pa ta utrujenost. Veš, kaki stres sem doživljal včeraj zvečer, sem že malo zaspal, pa nisem vedel, sem si vklopil budilko nazaj, ali ne? Si, ne? Sem na srečo, sem, ja. Drugače me ne je bilo tudi danes. Ja, pazite na se, čez dan, zdaj bodo vroči dnevi, to je dejstvo, vikend bo izjemno vroč, dajte se ohladiti, idealno za na otok iti, ne? Pa seveda zvečer na Lent, se vidimo na Lentu, ne? Ali kaj, Ana? Ja, gledaj, full card. Tako je. To, lahko Zdaj, bi mi bilo imamo eno res od sloganov, izjemna. bilo bi full card. Tako je. Tako da uživajte, res naj se poletje začne na Lentu. Aktualna situacija danes zjutraj, ko gremo ceste, Ni, nič, ni ni. lepo. Normalno je vse. Mislim, naj tako stane, ne? Jaz upam, da bo, razen teh del na cesti, na štajerski avtocesti, mimo Konic, kjer se zabaše vedno. Ampak glede na to, da se bližajo poletne počitnice, ne, in to vse, in dopusti, upamo, da bo malo manj vsega. Tako da previdno na poti, pa seveda, če imate kakšno informacijo, nič 1055. Vreme vročo, Vročo, Jo. pa sončno. to je to, ne, zaenkrat. Kratko, imamo bolj danes na Jeger. Če pa, ja. Nič Pazite ni pa na se. vročo, je. Tako da morate res paziti na se, je pa res, da je normalno, da danes ni neke gužve na cestah, ker pametni so tako, ne, vezani do vzeli. Mi smo pa tu, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Jeger ga celo nima, Nič ni. poglej. Ja. Ja. Sveda se, ker on ima tak vmes, ne, da se ja še bolj vidi. Ne, ker ti imaš med prazniki, kaki dan fališ, se niti ne opazi, če pa greš ti glasno. Ja. Ni noben, ne, takrat Kako moraš pa- biti Ja, na polno do vse. da pokažeš. Tako. Dan državnosti, kako smo ga preživeli, kaj? Fajn, lepo. Super. Jaz sem z mojo drago sva šla zjutraj na kolo za zdravo telo. Smo naredili. Fajn. Ja. Tudi dnevi, ko so prek 33, Ne, 34 stopinj, so najboljši za... Zjutraj, že ob 7 smo štartali, tako da smo naredili en krog do Maribora, pa pol na kavico, do tasta pa tašče pa nazaj. Lepo. Zvečer pa sem se kulturno dejstvoval. Bil sem na simfoničnem stampedu. Ne, stoj, vreden karkoli poveš. Dve glavni kulturni avtoriteti tega radia sva se udeležila včerajšnjega Naj koncerta. oganem, ti pa Medvard. Ne, Ti pa regent. ne, jaz pa direktor, kaj? Ja, S vsemi ostalimi. In lepo. Super je bilo, res vrhunski koncert, bravo Pubeci, bravo Louis Cage Percussions, pa simfonični orkester SNG Maribor. Tak uro pa 15 dolg koncert, ampak vrhunski, res vrhunski. lepo. Ana, tebe so v Zagrebu videli? Ja, jaz sem slovenski kulturni praznik preživela Ne, pri našem... državni praznik. Državnik pa, pardon. Dan državnosti. Zgoda je, daj mi mir. Preživela pri sosednjih Hrvatih, ja. Sosednji. Sosednji Hrvat. Ja, Dobro, da nisi pri hrvaški diaspori Ja, pa na no, Norveškem. Zagrebu, ja. Lepo. Tako. Jaz bom pa samo tako rekel, mi smo državni, oziroma dan državnosti izkoristili, da globinsko očistimo stanovanje, Lepo. oziroma super. življenje se mi je še zdelo popoldne. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. In dobrodošli petek 26. junije, kaj imamo danes tu? Predvsem se bomo pogovarjali o tem, da se danes začne teden, ko je Maribor najlepši festival Lent. Tako je. Yes. In vsaj v prvi polovici je napovedano lepo vreme, morda čez dan prevroče, ampak zvečer bo vseeno malo popustilo. Ne? Hvala Bogu. Ja. Veš kaj, ko je festival Lent tudi prevroče, To se ni, ne? ni. Samo da ni dež. Samo da ne dol gre, točno. Ja. Samo da na dol gre, Tako. se reče. In danes bomo ob 8 v tem studiu gostili direktorja Narodnega doma, pride Vladimir Rukavina Gogo, tradicionalno na prvi dan festivala, da se malo pomenimo. Krups Coffee Crush tekma je bila, Brazilija je premagala Škotsko 3-0 in danes gre eden od ta trenutek verjetno najbolj seksi kavnih aparatov tam zunaj ven k nekomu, ki ste pravilno
od vas, ki ste pravilno napovedali. Tokrat je bilo več točnih napovedi. In tudi to imamo danes zjutraj. Ne vem sicer, zdaj, kaj to s temi nekimi matičkovimi raziskavami. Kaj ne veš? Bomo preskočili, ali Seveda ne bomo. Seveda, da ne. Petek je skoraj nemogoče vprašanje. Jeger, danes dobiš pred poletjem še zadnji žrebelj, verjetno. Ja, ne bomo naprej govorili, ne? Ja, zmagal bom. Skočila mimo studija, pa sem... Slučajno zmagala, ne? Ne, nisem. A je točno nisi. Kam bi dala še zmagati? Zato pa vodi za 3. Za 3, ne? Ja, za 3. Ne vem, jaz sem se zgubila, ker sem zdaj vmes malo manjkala. Za 5. Kaj? Ja. Nič ni za Ne, 5. pet pa Za ne. 3 je Za bilo. Za 5 je. Ker je 5 če 600, ne? Se ne reče. In pa seveda tudi hudi hiti, lepo, da ste tudi danes tukaj, gremo skupaj v to petkovo jutro na dan, ko se začne festival Len. Dobro jutro. Dobro jutro. Ella Langley, Choosing Texas, idealno, če ste ravno kar sedlali konja, da za jutranjo ježo po perimetru. Svetovno prvenstvo v fuzbalu, včeraj je bil še en dan in presenečenje dneva oziroma večera, da je Ekvador nažgal Nemčijo 2-1. Ja, in jaz sem edini napovedal tak rezultat, mislim ne točnega, ampak zmago Ekvadorja v naših internih stavah. V naših internih stavah, ampak verjetno zato, ker sem se zmotil. Jaz mislim, da nemškega selektorja bo en dan kopne na igrišču, ker kak je pa ta živčen. Ja, no, kak te ne bi bil. Ja. To ni bilo planirano, ne? In po mojem so veš potem spodaj, ker Nemci si svojo spodno sobo tudi verjetno sabo pripeljejo, ne? Verjetno. Zaporedne. Pogve, kako jo danes počivali eni. Slonokoščena obala je pričakovano premagala Curaçao 2-0, Nizozemska, Tunizija 3-1, Japonska, Švedska 1-1, to so bile tekme po noči. Danes je zagotovo prvi in najzanimivejši obračun Norveška-Francija ob 9. Škoda, da bomo samo gledali na obvestila, ne, ker se bomo na dubiozo na glavnem odru pripravljali. Ampak, glej, je pa tak fajn, ne, ta termin vseeno moraš v slabem tudi dobro gledati, oziroma ta urnik svetovnega prvenstva. Recimo, ko prideš domov ob 2 zjutraj, lahko gledaš Zelenoortski otoki, Saudska Arabija. Poznamo si že boja Turčija, ZDA 3-2. Ja, pardon, ja, seveda. In Paragvaj, Avstralija, tudi tekma, ki se je končala. Še veš ta rezultat mogoče? Katera? Paragvaj, Avstralija. Paragvaj, Avstralija, 0-0. Bravo. Vidiš. Kak znam brat, ne z Google, pa kaj si ti, no. Ja, pa super. Glej, pomembno je, da se vsaj malo pogovarjamo o tem, da ne pozabimo, ker realno, dajmo si naliti res čistega vina, do zdaj pa gre skupinski del res počasi k koncu. Ja. Koliko je bilo pa res zanimivih tekem? Ja. Ne dosti. Še. Zato ti pravim, da se moraš na momente, se moraš prav siliti. Ne, glej, rad imaš to, rad imaš fuzbal, svetovno prvenstvo, daj, imaš to. Ja. Tak pač je na momente. Zdaj bo prišlo, ne, ko je konec skupinskega dela. Zdaj pa se bo začelo, zares. Da se treba najprej pač skozi gosto ščavje prežvečiti. Da prideš do lepe jase. Tako v življenju, ne, kjer te čakajo sloni na zadnjih tacah pa. Ja. Domišljija, ni bilo treba iti v tej smeri, Dejan, hvala ti. Drugače sta videla onega navijača od Demokratične republike Kongo. Ko samo stoji. Smisla, da je trdi, samo res je. Trdi, ko je. Ja. V Kongu so znani, da si enega trdega sabo nosijo vedno. Ker drugač ne morajo špilati. Ja. Da je trdi. Če pa je čisto pri miru celo tekmo. Ja, pa no, vidiš, trdi je. Ok, tako, bi samo rekel, da pač zdaj še treba stisniti, no, do konca tega tedna v bistvu traja skupinski del, pol pa se končno začne pravi fuzbal tudi na svetovnem prvenstvu. 16.6. Dobro jutro. Dobro jutro. In dobrodošli ta petek, ko se začne lentje. Dobro jutro. Dobro jutro. Si pripravljen, Matiček? Absolutno. Vprašanje, če smo mi. Ok. Matičkove raziskave.
Dobro jutro iz redakcije najbolj strokovnih, najbolj poglobljenih, najbolj relevantnih raziskav na svetu in seveda širše, ki vam vedno omogočijo, da malo pogledate za zaveso v ta čudovit svet totega radija, Ja, super, ki pa je res. poln samih, milo rečeno, posebnežev. To In- ljudje najbolj rabijo, res je. Absolutno Hvala rabijo. ti, res. Absolutno Mi pa rabijo. sploh. Ja, glej, rabimo. In ker gremo tudi v naši redakciji na počitnice in nas čez poletje ne bo, sem moje drage sodelavce vprašal tudi to. Anja, počitnice so se začele dobro, ne? Yes. Da mi povej, kaj si ti želiš, da bi se spremenilo tukaj pri nas na radiju po poletju? Jaz si želim, da Frasa in Medvarja končno sprejmejo v prvi razred, da končno zapustita vrtec in pa druga stvar, da se Matičkove že enkrat nehajo snemati. Dovolj. Saša, Greš ti kaj na morje letos? grem Kam? na Hrvaško. Da bi tam ostal, pa bi tam snemal Matičkove. Ali pa da jih tu več ne bi bilo. Marko, Dve ideji, da ti trofiš loto, pa zgineš od tu, kar pomeni, da ne več Matičkovih, ali pa da jaz trofim, kupim radio, ukinem Matičkove, pa tebe odpustim. Razbi radio. Andrej. Ja, po poletju, ko se človek fajn na hrano navadi, je dobro, da bi me vsak dan, ko prijem v službo, ob 2 čakalo nekaj. Tako danes, evo, to naj bo zgled, to naj se da v anekse k pogodbam o zaposlitvi, drugače pa ti me pa malo v mislih, ljudje smo starejši, ne? Gremo proti Abrahamu, eni že so prek in ne nas toliko gnjavi tudi jeseni dalje z Matičkom. V četrtek smo utrujeni, z mantram sem v četrtek, ne da se mi slave volje sem. Dobro, naj mi sendvič. Mislim, Ja, kaj si sam iskal to? Ali? je nenormalno vprašanje, pričakujem normalne odgovore, dobim pa to. Daj. Tomaž, počitnice so se začele, tako da me zanima, kaj bi si ti želel, da bi se spremenilo pri nas, ko se poletje konča. Da je ti bil na borzi, pa da ne bi bilo Matičkovih več. Ana, Jaz pa si želim, da ne bi ti nikamor šel konec poletja, tako vsi ostali. Razen Matičkove, to pa bi lahko ukinili. ne bom. Matej, Da bi me vsako jutro, ko pridem na radio, vsi čakali z objemi in da bi me vsako jutro vprašal, Matej, kako ti lahko pomagam, lahko naredim kaj namesto tebe in seveda, da bi še bile naprej Matičkove. hvala lepa, končno nekdo, bravo. Ne, oprosti, slaba šala, da ne bi bilo več Matičkovih. Direktor, Ja, 1.9. bomo tudi televizija, Toti TV. Tako da v povezavi s tem in z mojimi osebnimi željami si želim 10 novih sodelavk in pa da Matičkove ukinemo. pa zakaj bi Matičkove ukinili? Ali pa če jih nove vodijo. Glej, sam si, sam Kaj, si. nisem si sam. Dejan, počitnice so se začele, daj mi zdaj ti povej, kaj si najbolj želiš, da bi se tu pri nas spremenilo po poletju. Da bi ohranil lepo navado, pa tu pa tam pozabo na Matičkove, tako si. To je prvo, drugo, kar je, jaz se veselim, ko pridem nazaj, da absolutno imam pol spet leto dni, predno me bo kdo gnjavo z morsko hrano spet, pa da ne je bilo Matičkovih. Bojo. Ema, Verjetno, da klima crkne in da bo končno toplo tu not, ker je vedno mrzlo. A ja, in Dejan je rekel, da nehamo snimati Matičkove. nehamo snemati, pa kaj je z vami, kaj govorite? Tine, Da bi ti plačo znižali končno iz 700 meni. tebi, ja. Zato da lahko še mi ostali tudi kaj jemo, pa da ne je bilo več Matičkovih. Hvala, idi ven. Si razumel, zdaj končno? Ja, da, Matičkove bojo, prej sem rekel posebneži, kaj posebneži, svinje. Hvala, kolega! 13 minut pred 7 je, želimo dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Še ena zanimiva stvar in posebna stvar v našem mestu bo danes. Ne samo, da se začne festival Lent. Danes tudi zares praznuje
95. rojstni dan, najbolj, ne bom rekel razupit, ampak pozitivno, če že. Tako. Torej, ta godba napihala v našem mestu, Kut pošta. Jeger, ti kot dolgoletni član raznih pleh muzik, Ja. ali je tak, če te k pošti povabijo, je isto, kot da bi te Zahovič klical za Maribor? Je, ne? Ja, mislim, pihalni orkester pošte je na tem našem območju, širšem območju, ne samo v Mariboru, največji taki orkester, ki ima tudi amaterske člane, ampak ima pa ogromno tudi takih, ki so končali ali srednjo glasbeno, še več je pa takih s končano akademijo. Šolanje. Ja. Šolanje. Profesionalno jedro, ali kako se ne ti. Ja, bravo. No, in seveda, temu primerno, veš, ne, ko rečejo, tak, se mi zdi, da je postalo sinonim za pihalno godbo, oziroma godbo napihala pleh muzikov po domače, če rečeš, kaj ti pri pošti špilaš, ne? Zdaj se spet bo pošta vjutro špilala, to ne. Tak je, ne? Ja, glej. In to so si zaslužili z dolgoletnim 95-letnim delom in ustvarjanjem. In mi smo govorili z dirigentom Aleksandrom Čončom in predsednico orkestra Urško Sancin. Ampak Aleksandra sem moral najprej vprašati, ker sumim, da je bobnarček vedno ta, s kom je največ dela v takem bendu. Največ dela je s predsednico, malo hecam, ampak če največ dela pa je v bistvu s flautami, ne? To je vštimati težko, ne? Ponovadi so 3 v orkestru, maksimalno 4 flautistke zaposlene. Pri ljubiteljskem orkestru je pa res tak, vsaka druga igra flauto, ne? Punce, kaj bo če druga igra, ko bo flauto, ne? In res prije 10-12 flautistk in pa jih imaš v 2 vrstah se posedijo, ne? In to, da intonacija ne trpi, da ne ljudje jih zvija, ko poslušajo, jih treba to štimati, ne? In to traja dolgo in s tem je največ dela, bom rekel, no? Veš, kak štimaš 5 flautistk? Tako da 4 domov pošleš. Tako je. Daj, kaki ste. Pardon. Samo dosti sem se družil tudi jaz s takimi, ki pleh muziki špilajo. Ampak ja, malo smo bolj vprašali, veš, kaj je to 95 let. Tu je en tokenih anekdot verjetno. Nekaj let nazaj, ko smo bili na gostovanju v Slavoniji na Hrvaškem, naš dirigent je imel intervju za lokalno televizijo in na lokalni televiziji so kazali te posnetke, intervjuje, mi pač jemo zajtrk, čakamo, kdaj bomo mi na vrsti, pa nas ni bilo, ne. Zdaj pa zakaj, bo pa Aleks povedal. Jaz ne znam hrvaško, nič, ne. Na prvo vprašanje sem še nekako zastopal, sem ga tudi malo povedal, malo bolj po svoje, ne, ker jaz sem pa hodil malo slovensko, hrvaško, kljub temu ne znam hrvaškega, ker nisem imel do takrat, da je vrijeme čas, ne, in mene so vprašali, kako pa je vrijeme za ta festival, ne, kot v smislu, kak nam ugaja ta čas festivala, ne, pa začem, ja, nije kiše, super je, sunce sveti, tako je, za tem intervjujem sem šel v pekarno, pa sem rekel, jedno sirovo, molim, pa me ena rekla, pa tiho boj, če ne znaš hrvaško, ker sirova pomeni srova, štručko, se nisem sirovo vzeti, ne. O moj bog, to je moj človek, veš, samo to bom rekla. Ja, res je. Hvala Bogu, da so tukaj, bom rekel, ne. Ampak ne, res so vrhunski Kut pošta in zdaj, ko je 95, to je res častitljiva obletnica, predsednica Urška Sancin, kaj vse se pripravlja ob tej častitljivi obletnici? To je res tak, res zavidljiv jubilej. Smo se odločili, da bomo pripravili en večji projekt v obliki slavnostnega koncerta z imenom Calling All Dance. V bistvu gre za vokalno-instrumentalno delo Kristoferja Tina, ki ga je za naš pihalni orkester priredil naš dirigent. Gre za eno tako celotno delo, ki je razdeljeno v 3 dejanja, v 12 stavkov, izvaja se v enem kosu in dejansko ta dejanja v bistvu simbolizirajo nek tok življenja, se pravi dan, noč in pa zoro dneva in potem življenja, pač analogija na to cikličnost. Koncert se bo zgodil v gledališču, torej v Slovenskem narodnem gledališču Maribor, 26. 6. ob 7:30 zvečer, da vljudno vabljeni. Nekaj kart je še na voljo. No, evo. In to je res en tak jubilej in res ena taka kulturna inštitucija v našem mestu, tako da res čestitamo in čez 5 let, ko bo 100, pa se ne vem, ne. Do takrat bomo tudi hrvaško znali. Ja, zdaj se ravno vse isto, veš.
Ja, ampak res iskrene čestitke, ker da bi še naprej kot pošta bil pojem, kar se pleh muzike tako v Sloveniji in širše tiče. Skoraj nemogoče vprašanje, petek je. Kljub temu, da so počitnice v petkih še naprej, bitka, Mislim, to si zdaj tako rekel, ne? Pred poletjem se bo, ja, ne boj mesarsko klanje v enem literarnem delu, ne, ki ga trpi Bogi Jeger. Nič ne bom rekel, samo pravilni odgovor bom. Gleda, da boš to sezono skoraj nemogočega vprašanja pa zaključil zagotovo ga bo zaključil z deficitom. Ja, pač nekdo mora zmagati, se ni hudega. Pa če to Ana že vse skozi. Ni vse skozi, leta. Vse skozi, absolutno ne drži. Okay. Torej, tudi danes je vprašanje za ene statistike iz Evropske unije in tudi danes, seveda to zapademo Slovenke in Slovenci, tudi danes velja, ali je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora. Ali pač. Lepo. Okay, danes je ena iz trgovine. Jeger, oprosti, ampak jaz sem doma. Po tej študiji dobra tretjina vseh, še enkrat to je VU, torej velja tudi pri nas, dobra tretjina vseh to počne, ko je v trgovini, pa nobenega ni zraven. Veš, ko pogledaš levo desno, ni nikjer nobenega, sam si. Čakaj, stoj, dajmo. Ja, dajmo, ja. In potem kaj? Ja. Probaš groz. Ja, proba, nekaj je ziher. Ne? Tretjina vseh dela to v trgovini, ko ni nobenega zraven. Čakaj, z dotičnim izdelkom? Nisem rekel z izdelkom. Češlja. Ni z izdelkom. Kaj dela? Pa da Jeger. Ja, kaj, pač proba. Ja. A dela kaj s telesom svojim? Zakaj bi dajal namige? Mislim, neposredno, Prdne. Čakaj, ti si prav oglobni, ko imaš oglobni petek. Čak, stoj, gre malo z prstekom v nos. Ok, naj samo povem, da zdaj bo vse o sebi povedal. Če vidite igra samega sredi marketa, absolutno to ne drži, sam pač najprej probam s takimi brezeznimi. Včasih to celo pomaga. Če bi probal z neko malo bolj kompetentno. Torej, tretjina vseh v trgovini, ko ni nikogar okoli, dela to. Si poješ, žvižga. Ne poješ. Kaj pa? Ne žvižga. Dajmo, pa niti enega poskusa še nisem imela. Ja, ne vem, kaj čakaš. Res je. A je povezano z izdelkom? Ne sprašuj me. Zakaj ne bi pri zadnjem enkrat mi dva tebe nekaj? Ne. Kaj delajo? Kaj lahko se delajo? Ne vem, se grejo dirke z vozički. Nič se ne dirka, nič se ne skače, nič ni. Ne. Vračajo izdelke nazaj na police? Ne. Tretjina to dela, ko vidijo, da ni nobenega zraven. Povoha. Nekaj. Pravno mislim. Proba, povoha. Kaj se predata? Ne, pa kaj je zato hitro, če smo začeli komaj? Res na prdne. 3 minute. Pa ne, ni to, da mir. Verjetno jih več kot tretjina, zato je pač tretjina dela to, no. Kaj vsak še en poskus, ker drugače bo to predolgo trajalo? Si se števa, koliko ima... Ana, razočarala si. Ja, res, samo sebe tudi, če to je kar nekaj. Celi liniji. Jeger, to si bo tak zmislil spet. Zadnji poskus. Nijam ga, daj. Predaš se. Ja. Samo danes smo imela ekstra malo časa. Ampak ekstra dobre ideje, ne? Ja, res je. Pravilno odgovor je, da se tretjina vseh v trgovini, ko so sami, se menijo sami sabo oziroma glasno sebi komentirajo. Se ne meniš sam sabo? Ne. Jaz pa zgledate sem v tej tretjini. Jaz se včasih menim, pa pozabim, da nisem sam. Eno, če so take cene. Počasi se zaključuje to posebno popotovanje, ki smo ga imeli priložnost spremljati. Ker posebno. Saša je torej imel dober namen, pa pol šel mimo kazina, pa pol karto prodal, postal škod vmes. Bog ve, kaj še vse, tako da zadnji cajt, da gre ta eksperiment k koncu. Ne, Saša, dobro jutro. Dobro jutro, to ti radio. Noč je bila spet kratka, kot vse v Miamiju.
nogomet ima svojo moč, dosti novih prijateljev sem spoznal, povabljena smo z Robertom iz strani Škotske, te je Tartan Army na tekmo, ko igra Slovenija, tako da sem sigurno udeležila te tekme, ki je v Glasgowu, tako da ponudili so nam Škoti od prenočišča do kam moramo priti, v kjere pube, ko bomo tam, da se moramo javiti, to je res bilo vrhunsko, tako da nogomet res je tista igra, ki povezuje, kak ga ne bi imel rad, ker to je bila norija, kaj sem doživel na svetovnem prvenstvu v Miami, od sambe do žalosti, do veselja. Skoro samo toliko še mi je falilo, da se nisem na dude naučil špilati, to je pa to, v glavnem videl sem pa vse, kaj sem želel, na koncu nisem bil na stadioni, na tekmi prisoten, ampak bil sem pa v teh fanconah, ki je bilo tudi luštno, tako da karto sem dobro prodal, kot sem že povedal. Vse je potekalo tako, kot sem si zamislil, mogoče še celo neke stvari boljše, ki jih nisem pričakoval in zapomnil sem to do konca življenja, tako da jaz sem skoro brez besed. Hvala še enkrat toti radio za toto priložnost pa in plano. In ja, nič, dragi moji, se vidimo v Sloveniji, zdaj me čaka pakiranje, pa dolga pot v Istanbul, pol pa do Zagreba, tako da malo še, pa sem doma, mamo sem že klical, da mi narež ganke pa mleko, če pa ne bo tega, pa vsaj govejo dupo. Fajn se mejte. Hvala ti, Saša. Wow. To greš na tekmo, postaneš Škot v Ameriki in greš prek Istanbula nazaj domov. Lepo, ne? Lepo, to še bo. Internacionalno. Ker nekaj zanimivih zgodb, ki se še niso odvile v etru, bom rekel, tako še verjetno sledi. Ampak ja, svetovno prvenstvo v nogometu malo drugače. Hvala, Sašo. Tine sicer danes manjka, ker je v oni skupini pametnih. Ja, to si malo podaljšali. Dobro. Ampak to ne pomeni, da ostanemo brez njegove zanimivosti, ne? Dobro. In sicer danes, ja, tako imenovani Moylan Arrow, oziroma Moylanova puščica. Ja. Kaj je to? Nimam pojma. Nimaš pojma? Ne. Ko pogledaš v svojem avtu, svoji lepi oranžni Škodi, ne? Dobro. Ko pogledaš na displej, ja, kjer imaš turnceler, pa hitrost, pa vse to kaže, koliko imaš benzina, je? In zraven je znakec za pumpo in je puščica. Tako, vem, zakaj je ta puščica. Nisi še videla? Kaj je znakec za pumpo? Oni znakec za tank? Ja, tako, na tank. Okay. In zraven imaš eno malo puščico in tista puščica ti kaže smer, na kateri strani imaš keslo, oziroma kje imaš vraca. In temu se reče kak? Ja, Moylanova puščica, to je bil en inženir pri... To kaže? Ja, to kaže. To sem se na pamet učila, na kaj strani. Blondinka. No, Moylan je bil en inženir pri Fordu, ja? In to je bilo enkrat konec 80-ih, ko se je že verjetno 82-tič na robe postavil na tankšteli. Si mislil pa, zakaj za vraga nimamo mi to označeno, ki je to? In je šel in je rekel, ne, da jaz pa predlagam, da bi naredili tako malo puščico, da bi to vedno kazali. Hvala lepa, moj. In to so pri Fordu najprej naredili, pol so seveda vsi ostali kopirali, ker Moylan nikoli ni zaščitil te ideje, nikoli ni imel nič od tega, samo ko je pač šel pač konstruirati tam gor, ko je zapustil ta planet, je pač lahko šel z mislijo, da se ta puščica imenuje po njem. Bravo. Sem pa slabo promocijo naredil z tega, ne? Ideja je izjemna, samo koliko ljudi to ve? No, zdaj več. No, zdaj jih absolutno več. Jaz tudi nisem vedel, da je tam puščica, nisem vedel, da je to od gospoda Moylana. Ja. Hvala lepa. Ne? Cenim. Noro. Tokrat ni bilo nič nesramnega, ali pa se nismo rabili za uhe držati. Hvala, da malo spremembe. Kruz, Coffee Crush tekma. Ja, zadnja je bila Škotska Brazilija, napovedovali ste, tokrat moramo reči v tem drugem krogu, drugem od 5 krogov za verjetno najbolj seksi kavni aparat trenutno tam zunaj, Kruz Coffee Crush, vas je več pravilno napovedalo v SMS-ih na 051 220 220
v prvem krogu je samo en pravilno napovedal. Tako, takrat je bilo 4-2. Ja, se je tudi bil rezultat tako presenetljiv. Da. Ja, nenavaden rezultat je bil, tokrat ni bil nenavaden rezultat, je relativno pričakovano, torej 3-0 in 3-0 vas je reklo toliko, da sta Ana in Jeger danes zjutraj žrebala in žrebala Sonjo. Halo Sonja! Super! Že veš, zakaj gre? Ja, približno. Ja, pa bravo, ja, pa nič, pa kar aplauze. Hvala. Ja, naša klubska fikraš tekma je bila škotska Brazilija in Sonja je poznavalsko napovedala 3-0 za Brazilijo. Ja, to velika sreča. To je bilo tako nekako, Brazilija, to bojo že 3-0, ne? Kdo pa so sigurno, ti Škoti? To bi že skoraj moglo biti. Od kdaj te Škoti špilajo fuzbal? No pa to. Ja, torej ti si kar tak na blef napisala ali si analizirala, gledala pripravljalne tekme? Ne, malo sreče, pa malo moževe pomoči. Okay. Tako da mu moraš dovoliti, da si tudi kakšen kafe stisne tu pa tam, ne? Ker Sonja verjetno ta trenutek najbolj seksi kavni aparat, Krups Coffee Crush, samo 15 cm, roke tvoja, pa kaj Je super! Ja, z veseljem. Tokrat si imela tudi malo sreče, zato ker vas je malo več pravilno napovedalo 3-0 in sta Jeger in Ana žrebala in žrebala tebe. Ja, super, najlepša hvala. Lepo poletje z dobrim kafejem je vse lažje, pravijo, ne Sonja? Ja, definitivno. In za tebe bo to zdaj še posebej držalo. Hvala ti. Hvala vam. Evo, pa je šel že drugi od 5. Tokrat Soni in zdaj naslednja klubska fikraš tekma, katera je, to bomo objavili v ponedeljek zjutraj, kajti v nedeljo se zaključi skupinski del in ko bodo znani pari 16. finala, pa gremo s tem noter. Z novo rundo, kot se reče. Tako da se veselimo in še naprej velja, da pač svojo napoved do začetka klubska fikraš tekme pošljete v SMS-u na 051 220 220. Vse informacije na totiradio.si. In kot obljubljeno, na dan, ko se začenja čisto zares naš festival Lent, teden, ko je Maribor najlepši tukaj, narodni oče oziroma direktor Narodnega doma Vladimir Rukavina. Gogo, dobro jutro. Dobro jutro, poslušalkam, poslušalcem, tudi tebi. Tak si poln energije, tako kot se spodobi. Ja. Torej, tako v parku rečemo, gibčen, prožen, vsega zmožen. Res je. Verjetno še pred Jupijem, ampak... Jupija ni bilo, ne. Ne, absolutno. Ampak v zelo zanimivi majici, ki jo pa je obleče še enkrat na leto samo. Ja, to pa je majica, ki so me naredili otroci na otroškem Lentu leta 98. Daj si, no. In takrat, in taka kača se vije okoli, na roko so narisali, se meni da je kamera, se vidi. Ja, lepo je. Ja. No, naredili so jo otroci in takrat je tista gosenica imela zadnje leto 2018, torej to so se zeznili, zdaj gre še naprej, mogoče mi bojo novo naredili, ampak res meni ljuba, kultna majica, darilo otrok in res jo z veseljem večer. Absolutno, in je ena posebna simbolika tudi v tem, ker na nek način se z otroci vse začne, pa tudi na nek način, ne bom rekel, da konča, ne, ampak ko zrastejo, pridejo novi in tudi to je en tak leitmotiv, se mi zdi zdaj. Ne? No, torej, in tisti, ki so bili otroci 98, imajo zdaj že krepko svoje otroke. Ja, se to, če so bili pridni, pa so delali. Festival Lent 2026, Gogo že v štartu, to je pač nekak ta moja mantra, ko smo se pogovarjali veliko o tem našem festivalu, da veš, da je festival dober, če si že na začetku jezen, ker ne boš mogel vse videti, ker se ti mogoče kdaj kaj prekriva. To je za nalašč. Ja, se vem, se to delate. Hvala vam, ne? Ne, ampak ja, program je super tudi letos. Ne? Jaz mislim, da je, potrudili smo se maksimalno, treba pa je vedeti, da so poletele cene bendov v nebo. Torej. In če zdaj gledamo današnji koncert Dubioza, ne gre več kot 2500 ljudi na ta žal premali trg, torej, in ogromno jih bo ostalo zunaj. Po drugi strani je pa
težko narediti za 2500 ljudi, torej pripeljati bende res, da bi bilo to finančno vzdržno, da bi se pokrilo, se ne želimo nobenega profita, tako da, ja, to je težava. Ampak ravno zaradi tega pa imamo še ne vem koliko drugih prizorišč po mestu, ki laufajo seveda simultano ob tem in dokler so v mestu vsa prizorišča polna, torej dokler sedeža ne moreš dobiti, jaz mislim, da smo na pravi poti. Ja, absolutno, da ste in zdaj je mislim, tokenih zgodb je znotraj tega našega festivala, toliko festivalov, znotraj festivala seveda tu je jasno, da ta osnova za vse, kar je folk art, ne, potem meni zelo ljuba Ana Desetnica. 30 že letos, torej nastala je v Mariboru in 3 leta je bila v Mariboru, šele potem je šla v Ljutomer, vse to je Ljutomer, LJ registracija, ne? Ja. Ja. Torej šele potem so šli, zaradi tega so bili Desetnica. 20 je že stand-up. Ja, tako naprej. Tudi to je bil v bistvu na nek način se je tu orala ledina, ne, ker se je tudi na nek način stand-up takrat začenjal v Sloveniji zares. In tudi tu ste bili na nek način vizionarji, ko ste vse te stvari pripravljali. In zdaj, ko pogledaš kot pač direktor, ne, na ta festival, kakva je tvoja, recimo, spremna beseda za vse, ki bomo hodili in prihajali? Sreča naj vas spremlja, sen vam je dan. Spremna beseda, ja. Ne, torej, seveda tako kot vedno rečem, pa tudi ta najn razgovor bom zaključil, potem začnimo tudi to poletje na Lentu. No, jaz bom rekel še to poletje na Lentu. Še to, ja. Ja in... Bil sem opozorjen, da sicer je res, da... Ne, to, da grizeš, ker te dovolj dobro poznam, ampak da ne smemo pa dosti govoriti o tem, da je to tvoj zadnji Lent. No, to je zadnji, na katerega pridem, sigurno ne. Ne, to ne, seveda, absolutno ne. Kot se kaže, pa mislim, da je seveda na koncu čas, da najverjetneje, bom povedal do konca Lenta še. Aha, boš povedal. Ja. Aha, ni še 100%. Ja, torej ne, najverjetneje seveda temu je tako, ampak moramo še videti, podpisati. Ampak ja, mimo tega, mislim, redko kdo ima, da lahko v našem mestu reče, okay, da je to pač neko življenjsko delo, ampak če pustimo samo Lent ob strani, koliko zgodb, koliko služb, koliko spominov, koliko ne nazadnje otrok, koliko parov, zvez, koliko vsega se je zgodilo zaradi ene ideje, ki si jo imel ti. Glej, Gogo, to pa je ena taka stvar, mimo katere ne moremo, ne? In nikoli ne moramo reči, ne more iti za moje zasluge. Seveda so neke stvari, ampak veš, in to ni fraza. Prvi med enakimi, si drugače ne bi mogel piti z njimi po mestu. Ja, sej, sam hodil, pa bi gledali čudaka. Pa pol prej sledi se. Mate, kaki evro. Kaki evro, mogoče. Ampak ne, Gogo, ti moraš vedeti, da si sem ne brez neke nepotrebne patetike, zdaj govorimo samo o dejstvih, pač si zavedno del zgodovine našega mesta. In ti. In to, gledaj, to moramo povedati. Jaz se upravičujem, ampak nisem hotel zdaj te v neugoden položaj spravljati. Sej, hvala lepa. Pa sej bo še marsikaj zadelati na koncu. Seveda, da bo. Da vaš bivši Bor ne bo na koga nažgal, mogoče gre za župana. Ja, ne vem, postavi se vrsto. Veš, da ni šanse tisoči. Ne, ampak čiza res je pa festival Lenta, ki se torej letos, bom rekel tak, še nekako bolj, ne vem, to je bilo eno vprašanje, ki se mi vse skozi nekako pojavlja v mislih. Se mi zdi, da je letos vse skupaj nekako malo bolj, pa ne vem zakaj. Ne, ljudje so se verjetno veselili. Poglej, imamo neko svet je v Božji materi, torej na koncu. In ljudje si želijo nekaj prijetnega in to je to, kar smo mi že zdavnaj gotovili in skušamo dati ljudem nekaj, kar rabijo, pa niti ne vejo, da to rabijo. In zaradi tega je verjetno nekaj v njih seveda tlelo. Tu polno glavo imamo politike, tega butastega Trumpa, ne vem kaj, posod se nekaj dogaja. In tu je pa zdaj fajn in svet pripeljamo sem. Maribor bo kozmopolitski in ljudje so se navadili, vejo, da je v tem času fajn. Tako da verjetno to pričakovanje je seveda takšno. Po drugi strani pa si upam trditi, torej sponzorji so nam pomagali, zgleda, da ne bomo pušli. Ja, če še dežja ne bo in uspeli smo finančno pokriti, kar je pa po drugi strani moja glavna naloga, zaradi tega, ker kdo je to videl, torej na koncu zapraviti, pa ne imeti potem zaplačati račune. Tega nismo nikoli naredili. No. In zaradi tega, to smo hotel reči, se upam pod ta program podpisati. Letos je
program dober. Na koncu vse za drugo leto niti več ne vem, kaj bi dal na glavni oder, ker one stvari so pravzaprav predrage, ne zaradi drugega. Ampak, ja, pa še ena stvar mogoče okoli tega, ko si me vprašal. Ne? Torej, v vsakem primeru moj mandat neha 13. oktobra prihodnje leto. In to ni konec leta, se pravi, naj grem, naredim super program, zapravim, pol pa in drugi plačuje to. To je nesramno. Je skregano z mano, tako da. Mi imamo izraz za to v Mariboru, to bi bilo pizdunsko, ne? Ampak tega pa pač. Ja, res je, ne, to se ne dela enostavno. Gogo je naš gost danes zjutraj v Lentu, ki se začenja danes, debatiramo, nadaljujemo, takoj potem. V tem studiu Vladimir Rukavina, Gogo, na dan, ko se začenja festival Lent 2026. Gogo, še enkrat dobro jutro. Dobro jutro. Ja, zdaj se začenja še enkrat ta teden neprespanih noči. Ne? To se je že začelo, včeraj smo imeli prvi koncert. Ja. Pa tu imamo torej, bivše in bodoče direktorje Evropskih prestolnic kulture, ki pridejo sem gledati, kaj mi delamo, ki bojo pogledali naš inovativni koncept, to je v soboto ob 2 v Sodnem stolpu, torej vsi vabljeni je odprto, brezplačno, no in to pomeni, da se bomo dali prežaklat maherjem od drugot, pa da vidimo, če delamo v redu ali ne. Mi tako vemo, da v redu delamo, samo ne smemo tega povedati, tako da ne drugi povedati. Ampak ne, se vsako leto naš festival dobi številne nagrade. Res je. Vsako leto praktično. No, ampak pri bi-konceptu pa gre za nekaj drugega. Torej, vsako bi-koncept je, šli smo na čebele. Od čebel se učimo na koncu, od opraševanja, skrb za roj in tako naprej in tako naprej. In kaj dela naš festival za razliko od drugih? Opraševanje? Ja, absolutno. In kaj dela naš festival za razliko od drugih? Torej, nagovarja probleme današnjega časa, o tem smo se prej ravno pogovarjali. Od migracij, problemov torej, manjšin do tega, kaj počnejo recimo ženskam in tako še in še bi lahko okolje, vse te stvari nagovarjamo. Torej, ne samo, da damo neki oder, na katerem špilajo, pa se derejo dol, ne, ampak razmišljamo res o vseh teh stvarih. In ta bi-koncept je objavljen na naši domači strani. Malo resnosti, idite, čitajte. In morda da to eno drugo dimenzijo doživljanja festivala potem, ne? Absolutno. Wow. IFA, Svetovno združenje festivalov, je to že pripoznalo, tako da zdaj upam, da bodo tudi direktorji Evropskih prestolnic kulture, bivši in bodoči, tudi to pripoznali, ker potem upam mogoče še Maribor pripoznal. Ne bi držal sape direktno, ampak se veš, ne, težko je biti prerok v domačem kraju, pravzaprav najtežje. Ponoma jasno. In vse fajn, ne, ker tudi vse skozi to me zanima, kako opažate v zadnjih letih, ko govorimo, ker vedno se je govorilo o tem, da se premalo oglašujemo zunaj, premalo ljudi pripeljemo iz tujine, premalo iz Avstrije, premalo iz Hrvaške. Kako recimo opažamo na tem področju? Ja, torej problem je, mi konec koncev skrpamo, da lahko plačamo programe, seveda te stopnice, ki jih prodamo. Torej, to ne pomeni, da bi toliko več stopnic na koncu mi prodali, res pa je, da bi lahko prišlo v mesto še dosti več ljudi. Pozna se, verjetno bomo danes naprej videli, da jih seveda bo več. Dosti boljše sodelujemo z Zavodom za turizem, kot smo. Podpirajo nas neprimerno bolj, ampak jaz še vedno mislim, da bi morali od tu do Graca pa proti Celovcu 500.000 ljudi je v tem bazenu, da bi jih morali nasrati, da pridejo sem jest, pice, veseliti in tako, ker Maribor je v tem cajtu res najlepši. Res je. Tako da tu bi bilo pa treba še investirati, verjamem, da oni nimajo dovolj denarja, torej na koncu mi ga absolutno nimamo, ampak tu še vidim rezerve. Evo. In to je morda izziv tudi za prihodnje festivale, tudi zdi se, da je zdaj ta format, kot je, da kar stoji. Bili so lenti, ki so trajali dlje, bili so lenti, ki so bili bolj skoncentrirani geografsko. Hvala Bogu, da nam je takrat Fišter denar vzel, ker ne vem več, kako bi financirali 17 dni, pa kaj snimali. Ne pa hvala Bogu, da nam je takrat vzel plavajoč oder, on ga je prvi vzel takrat, potem ga pa nam je lepega vrnil, torej takega, kot ga ni bilo še, zdaj ga pa zopet več nič. Ja, to je morda edino to, kar pač res pogrešamo. Ja, to je moja bolečina na koncu. Tega, ker mesto Maribor pa Bregenz, 2 plavajoča odra sta bila torej na koncu, sploh v Evropi, kar jaz vem.
vsako mesto ima trg, kamor postavi oder, pa se gre festival, ampak nismo bili na Dravi. Torej, to je nekaj drugačnega. Zaradi tega se je splačalo priti v Maribor. Zdaj neki kolegi moji tujci prijo, pa kaj nimate plavajočega odra, več tako, te pa že dolgo nisi bil tu, ker ga že pač žal, kar nekaj let nimamo. Ne. Ja, in škoda. S tem plavajočim je seveda povezana tudi tista tvoja zgodba o Labodjem jezeru in Labodih, ki so se mi oprepeli. To skozi lapam, torej na koncu. Ne morem drugače. Predstavljala si, idi gor na tribune, polno je vse, taki mesec velikanski je mater. In potem gledaš dol in oni tam plešajo male balerine. Labodi pa pridejo, pa se čudijo, pa tako gledajo. Fantastično, perfektno je bilo. Ja, pa tako sperutko, ne bi mi to tako naredili. Ok, Gogo, seveda je, kot smo rekli, program na voljo. Veliko vstopnic je bilo že prodanih za številne prireditve, ki so že razprodane. Smo veseli, da je tako začenči oziroma na čelu z današnjo dubiozo na glavnem odru. Tako da, če kaj želimo je, da bo ta Lent še enkrat več legendaren, kar ne dvomimo, ker ne nazadnje festival smo ljudje, ne samo program. Program je lahko kaki češ, pomembni smo ljudje. Ne? Veselim se danes prijateljev, ker oni so naši prijatelji, kako čago so nam after naredili enkrat v ceni sobi. So resno po mizah, pa to to je najboljše. Zekira pa je čevape prinesla, tako da je bilo super. No, poglej, kaj so naredili zdaj na koncu. Himna, ne? Yeah. I am from Bosnia, take me to America. Vsi to pojejo, vsi poznajo, torej imamo res prave zvezde v tem. Ja, absolutno. Pa jutri, Laibach je ravno tako. Ja, nisem mislil reči. Če bodo prišli ljudje gledati stare Laibache, so se fejs zeznili, to je nekaj čisto novega. Ker je to ena taka fluidna, ta noje sloveniše kunst, ki kar raste in vse skozi, ampak Laibach so tudi eno od kulturnih in glasbenih dejstev. Ne samo Slovenije, ampak Evrope. In ogromno je teh imen svetovnih zvezd, ki so tudi letos tukaj pri nas. Tako da, Gogo, hvala lepa še enkrat za čudovit program, ki ste ga pripravili in kak pravimo, naj se poletje začne na Lentu? Pričnimo tudi to poletje na Lentu. Tako. Vladimir Rukavina, Gogo, je bil naš gost. Hvala in se vidimo na Lentu. Dejan, Ana in Jeger in Toto jutro.